Spoštovani veleposlanik Ukrajine v Sloveniji, spoštovani predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, spoštovani visoki gosti, spoštovani diplomatski zbor, spoštovani vsi, ki ste morali neprostovoljno zapustiti domove v Ukrajini. Dovolite mi, da vam ob tej žalostni obeležitvi obletnice začetka agresije na Ukrajino, o tej mednarodni, družbeni in človeški tragediji spregovorim kot predsednica in kot Nataša, ki vse življenje živi z vrednotami, povezanimi s človekovimi pravicami, ter kot mati, ki ji ni vseeno za sedanjost in prihodnost svojega otroka. V predsedniški palači sem točno 2 meseca in v tako kratkem času sem že doživela veliko, več, kot sem si upala sploh predstavljati. Toda usode, stiske mladih okoli nas, njihovih staršev, sorodnikov, doživljam mnogo dlje, še posebej od izbruha pandemije, ko so naši domovi za 2 leti postali zapori, otroci in najstniki pa v svojih najboljših letih prikrajšani za čisto osnovne reči, ki oblikujejo njihove osebnosti. Druženje in ljubezen, pa tudi vse, kar sodi v okvir izobraževanja, ne samo v šoli, tudi prek čisto vsakdanjih življenjskih izkušenj. Med hude vsesplošne posledice pandemije se je vmešala še vojna v Ukrajini. Vojna, ki ni bila izzvana. Vojna, ki je nihče, ki je dober človek, ni želel. Vojna, ki ne posega v življenja mladih le tako, da jih prikuje v njihove sobe, vojna jih prežene z domov, vojna jemlje njihova življenja, njihovih staršev, prijateljev, sorodnikov, onemogoča jim sanje, ne dovoli jim vizije zase in za svoje bližnje. Vojna v Ukrajini, ki se je začela pred 1 letom, ni njihova vojna. Te vojne niste želeli vi, ki ste pribežali iz Ukrajine v Slovenijo, niti je niste začeli. To je vojna, ki so si jo zaželeli posamezniki pod vodstvom Putina in njegovega režima, prepričani, da s tem branijo interese svoje države. Toda o tem, kaj so pravzaprav ti interesi, kaj je tisto, kar ogroža obstoj Rusije in njene interese, svojih prebivalcev niso vprašali. Kje je katera država z orožjem napadla Rusijo in ogrozila njen obstoj? Tega niso znali pokazati. So pa ruskim fantom porinili orožje v roke, jih preoblekli v agresorske uniforme in tako premnoge pahnili v gotovo smrt. Ogromna večina tistih, ki napadajo v imenu ruskega agresorskega režima in tistih v Ukrajini, ki se pred agresorjem branijo, so mladi ljudje. Kaj bi ti ljudje bili čez 10-15 let, če ne bi bilo te vojne? Izvrstne športnice ali športniki, inženirke ali inženirji, zdravnice ali zdravniki, obrtnice ali obrtniki, ki jih v Evropi tako zelo primanjkuje. Bi se fant iz Ukrajine in dekle iz Rusije zaljubila, si ustvarila družino? Tega ne bomo vedeli nikoli. Vemo pa, kako veliko lahko ti mladi dajo sebi, svojim in družbi, če jim je to le omogočeno. Vemo in izvedeli bomo tudi danes, saj bomo vsi skupaj imeli čast in priložnost slišati glasbenice iz Ukrajine, ki jih je iz domovine pregnala vojna in so se odločile, da bodo svoje izpopolnjevanje nadaljevale pri nas. Glasbenice in glasbeniki iz humanitarno-umetniškega projekta Glasba za prihodnost, Music for the Future, niso le ambasadorji in ambasadorki svoje države. So opomnik našega temeljnega nerazumevanja vojne.
Da je vojna predvsem poraz človeške družbe in civilizacije. Je izraz nesposobnosti reševati spore po mirni poti, kar je eno izmed temeljnih načel sodobnega mednarodnega prava in mednarodnih odnosov. V tej vojni mirno reševanje sporov še ni dobilo priložnosti. Ne samo kot mati, ki ji ni vseeno za sedanjost in prihodnost svojega sina edinca, in kot nekdo, ki mu je mar za usode nedolžnih, ampak tudi kot političarka, ki terja, da se ta vojna ustavi in da Ukrajina dobi tisto, kar ji omogoča ustanovna listina Organizacije združenih narodov, katerih vplivna članica je tudi Ruska federacija. Suverenost in s tem možnost, da sama odloča o svoji prihodnosti. Cilj mora biti sklenitev celovitega, pravičnega in trajnega miru v skladu z načeli ustanovne listine Organizacije združenih narodov. Danes je usoda človeštva še bolj ključno povezana kot kadarkoli prej. Meje med problemi drugih in našimi problemi se vse bolj brišejo. No, to ni moja misel, ni misel, ki je bila napisana v preteklih dneh, tednih ali mesecih, je pa še kako aktualna in resnična. Pred približno 2 desetletjema jo je izrekel dr. Janez Drnovšek, ki se je poslovil na današnji dan pred 15 leti. V luči aktualnega dogajanja si želim, da bi bilo v teh zahtevnih časih na najvišjih političnih funkcijah širom sveta čim več državnic in državnikov njegovega kova. Tej Drnovškovi misli pa naj za konec dodam. Naše usode ostajajo povezane, Slovenija ostaja zavezana Ukrajini. Hvala vsem, ki ste prišli. Hvala vsem veleposlanikom, ki ste danes tukaj. Hvala vsem državam, ki jih zastopate in pomagate Ukrajini v teh težkih časih. Sama sem se ravnokar vrnila iz nastanitvenega centra v Postojni. Na svojo lastno iniciativo sem obiskala Ukrajince oziroma vse tiste, ki so prebežali iz Ukrajine v Slovenijo. Ko poslušaš njihove zgodbe, se še kako zavedaš, kako prav je, da ljudem v stiski pomagamo. Slovenija je za te ljudi naredila veliko in še bo. Hvala tudi vsem nevladnim organizacijam, Vladi Republike Slovenije, ki vsi pomagajo po svojih najboljših močeh, kolikor le zmorejo in znajo. Pogovarjala sem se z otroki iz Ukrajine, starimi med 5 in 12 let. Danes nimajo nasmeha na ustih. Vsi skupaj smo zajokali na koncu, preden sem se poslovila od njih. Ampak rekla sem jim, danes na to grozljivo obletnico lahko vsi skupaj jokamo. Ampak jutri naj bo za te otroke ponovno dan za smeh in veselje. Hvala lepa vsem in prosim, ne pozabite sledečega. Kje umirajo otroci in civilno prebivalstvo? Kje so ljudje brez hrane in elektrike? Kje so porušeni domovi? Ne v Rusiji, v Ukrajini. Hvala vam.